Ampak je ena zelo zanimiva zadeva, zgodba, ne vem, če si že uspela kaj povedati, se pravi steklene jagode in smo naredili take lepe kravate, ki so zelo padljive. Vam povem, včeraj sem bil na eni predstavitvi na Hrvaškem, vsi so bili strašno navdušeni, vsi so se zapomnili, ne mene, ampak tele kravate. Tako da je to ena zgodba, ki jo pač tudi skupaj pelemo. Samo uvod bom naredil, se pravi hiša, pred katero stojite, je stara približno 150 let. To je bila hiša naših sosedov, mi živimo tu zraven, ne? In po smrti zadnje lastnice so se žena odločila, da bomo to hišo odkupila. Na začetku smo pravzaprav mislila podres, sploh se nismo mislila ukvarjati z tem, da bi bilo kaj obnavljala, ker je bilo v zelo slabem stanju. Smo rekli, da bomo imeli kakšen vrt, pa kaj podobnega. Šele kasneje smo začeli razmišljati, da živimo na podeželju, pa da nažalost takih hiš skoraj da nikjer več ni. Zdaj, razlogov za to je več. En razlog je to, da so naši rajnki Jugoslavije imeli en precej čuden zakon, zdaj imamo še več čudnih, ne, ampak da si najlažje dobil gradbeno dovoljenje, če si zaprosil za nadomestno gradnjo. Kar pomeni, da smo ga staro porušili, pa se lahko novo zgradili. Ne. Po drugi strani pa tudi ljudje, ko so nove hiše zgradili, so se kar malo sramovali teh starih domov, ko so čim prej pospravili, da se ni videlo, kakšne so živeli. Ne. No, jaz osebno pa obožujem dediščino in imam strašen rad vse, kar je starega. To še najbolj veseli moja žena, ki ve, kar bo stari, tukaj bomo rajši. Tako smo se odločili, da bomo tole prenovila. Pomagal nam je Zavod za varstvo kulturne dediščine, ne z denarjem, ampak z nasveti. In ker smo hišo obnovili točno tako, kot je bila pred 150 leti, smo jo uspeli uvrstiti tudi v evropsko mrežo hiše s tradicijo. Zdaj pa tale znak hiše 450 letnica. 18 hiš je zdaj v Sloveniji v tej mreži. To ni važno, kakšna hiša je. Lahko je zelo skromna, lahko je zelo bogata. Važno, da je avtentična, kakršna je bila, ne vem, 100, 200, 300 let nazaj. Tako, zdaj vas pa povabim, da se razdelimo v dve skupine, tako da boste bolj lahko vse videli. Polovico vas gre z Davidom v hišo, polovico pa že in greste lahko pa z mama v klet. Pa se vam pa zanadimo. Vsi se bomo zamenjali, pa zelo da karja. Rasta, a bi še kdo malo kotičke? Kaj zdaj? Kaj gremo? Ja sam to že bil. Kar izvolite, mogoče kar res za mizo, da bomo vsi lahko noter prišli, da boste bolj videli, tako da se kar posedite. Se omaknemo, posete se. Vzipca je. Ok, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zdaj se nahajamo v tako imenovanem velikem koncu, oziroma velika hiša so rekli, velika soba, torej največji prostor v tej hiši, ki je bil zmeraj kar precej poln. Namreč v njem so potekale praktično vse dnevne aktivnosti, no ne vem, tukaj so jedli, tukaj so spali, tukaj so se družili, kakorkoli. Bil je pa tudi zmeraj zelo poln, ker so bile družine tistega časa precej številčne. Tudi 10 otrok so imeli ali pa še več. Zdaj, mogoče razlog za tako številčne družine je mogoče v tejle posli tukaj za mano, namreč tu je zakonska posla za moža in za ženo. In lahko vidite, da ste bilo mogoče kar precej skupaj, no. Danes imamo zelo velike posle že, ne, pa posledično imamo en otrok. No, tukaj je par slik iz tistega časa, tukaj je ena taka družina. Tipična, tale mala punčka, tukaj je moja stara mama, tako da je že kar stara slika, no. Tukaj imamo posebno mizo, ki se reče mutrga, ja, mutrga. Tale fotoaparat bi prosil, če lahko semečken, ali pa se ga lahko predstavim, dobro. No, ki se jo da seveda takole odpret. Bom tudi na drugo strano probal skrbeti. Torej, bila je za pripravo kruha, ne, za mesec kruh, ja, tako. Uporabljali so jo pa tudi danes še uporabljamo, uporabljali so jo pa tudi kot zibko v bistvu, da so dali po noč lahko otroke spat, ne. Ja, glejte, 10 jih je bilo, ne, zdaj tam je sicer ena taka zibka, ne, ampak če si predstavljate, bi bilo 10 takole, bi bilo malo težka, no, tako da pa so kar zimprovizirali, lepo pa tako naredili, ne. Ok, tipičen detalj hiš tistega časa je tudi bohkov kot, kot ga vidite tukaj. Potem, če se predstavimo v tale kot, imamo krušno peč, ki je bila primarno recimo temu za ogrevanje prostora, ne. Bila je pa seveda tudi za peko, ne, za peko kruha recimo.
pa tudi uporabljali so recimo za sušenje oblek. Se pravi, če ste palce so obesili mokre cunje, ja. Klobas je bilo bolj malo, no. Pa tako, no, pa tudi spali so gor lahko, ne, otroci, ko je bilo lepo toplo. Tako, zdaj tudi kar ostalega vidite v tej hiši, ni nujno, da prihaja iz te hiše, ker mi smo zelo veliko predmetov dobili od ljudi, ki danes to mečejo stran, njim je na poto ali pa pač ne vidijo več nobene uporabnosti v njih, ne, v teh predmetih. Potem pa mi to pač iz vasi lahko tako malo poberemo, pa obnovimo in spet nekako povrnemo življenje tem predmetom. Če še kakšno vprašanje, vprašate, drugače se bomo pa kar prestavili v naslednji prostor, predprostor tukaj. Izvolite bliže, prosim. En tak polkrog bomo naredili okrog te skrinje. Ja, kurmo. Ok, čeprav se ne čuti tukaj, no, zato ker rab nekaj časa, da se te stene ogrejo. Torej, tukaj je najstarejši kos pohištva v tej hiši, iz letnico 1850 in je v hišo prišel kot dota. Ne? Tudi noter je v bistvu pač tipična dota. Ima pa še eno zanimivost, namreč dvojno dno, ki se odpre takole, ki potisnemo pa tukaj, se tole digne gor in dobimo poseben prostor za shranjevanje kakšnih vrednosti, kakšnih dokumentov, kakšnega denarja, karkoli, no, v času kakšnih vojn ali pa kakšnih nevarnosti je bil to pač nek hišni sef, za katerega pa ni vedel, če recimo niso veliki iskat, no, tako. Okay. Potem krušna peč, iz tistega prostora ima svoj vhod tukaj so vratca. Zraven je oprema, ki so jo uporabljali torej za čiščenje, tista recimo metlica z koruznimi zličkanjem, pravimo mi, no, s koruznimi listi, če tako rečem. Potem tele burkle, to je to železno, to je bilo za prijemanje kakšnih loncev ali pa kaj takega, ko so vroč lonc postavili, oziroma lonc postavili noter, da so potem, ko je bil vroč, ga lahko ven vzeli. Potem za prenašanje kruha in za čiščenje. Gor je odprt dimnik, kar pomeni, da je v bistvu dim prišel ven že pod streho in so lahko imeli gor prostor za sušenje kakšnih mesnih izdelkov ali pa sadja, recimo tudi, no. Tukaj gor po teh lestvah so šli gor in so tudi pač uporabljali tudi podstrešje. Ok, zdaj gremo v kuhno. Ja, ni bila tako velika, kot se zdi. Bom malo pojasnil. Plinski štedilnik sem Ja, tu pa hladilnik. Ponovno bila ena kuhna, dim do konc, ne? Hiša. No, tako, zdaj smo v kuhinji, ki je danes malo modernizirana, kot vidite. Namreč, to pa zato, ker mi te hiše nismo hoteli obnoviti kot muzej, ampak smo hoteli, da še zmeraj ima neko funkcionalnost. Torej, to pomeni, da načeloma mi to hišo oddajamo tudi turistom, lahko pridejo sem, diskusijo iz življenja tistega časa, ampak imajo tudi dostop do vseh teh modernih pripomočkov, ne, danes je enostavneje obrniti gumb kot pa zakurt, ne, ampak še zmeraj pa vse funkcionira tudi tako, kot je včasih, se pravi, tukaj se še zmeraj da zakurt, tudi danes kurmo. V temle kotličku je prostor za vodo, ki se je seveda zelo segrela takrat, ko so kurili. Potem, dobro, hladilnik sem tudi že rekel, ne, to je pač pripomoček današnjega časa, ne. Ja. Tukaj imamo eno tako tipično kredenco iz tam nekje iz leta 1900, iz teh 30 let, nekaj tazga. Namreč, ni nujno, da so zdaj vsi predmeti tukaj stari kot ta hiša, ne, se pravi 150 let, ampak pač različni predmeti so iz različnih obdobij, ne, tako da ta kredenca, no, kot sem rekel. Tukaj dol imamo, to se malo vzrete na tla,